Najprej treba sploh malo risati, zakaj se sploh gre, kako se na obrazu sploh določene stvari prikazujejo in kaj pomenijo. Potem bomo pa danes delali tudi malce vaj za obraz. Mene zanima, a je že kakšen izmed vas izvajal jogo obraza? Carica! Če jo niste, jo bomo preizkusili danes. Ampak najprej k tematiki face readinga. Zdaj tako, najprej, da se predstavim, da sploh povem, kako sem jaz prišla do face readinga in zakaj ter kako ga uporabljam in kako ga lahko uporabljate tudi vi. Sem Karin Velikonja, ustanoviteljica podjetja Glow in Face, ki se v bistvu v prvi fazi ukvarja z obrazno jogo. Ime obrazna joga je mogoče malce takole, kaj je to zdaj spet neka stvar, neka joga, ampak v bistvu obrazna joga pomeni obrazne vaje. Tako kot lahko treniramo mišice na telesu, jih lahko treniramo na obrazu. Razlogov je več, eden izmed njih seveda tudi brisanje gubic in pa recimo podbradka. Predvsem pa je to zelo pomembno zaradi tega, ker v bistvu vaje na obrazu izboljšujejo mobilnost, preprečujejo oziroma omilijo bolečine, med drugim tudi škrtanje z zobmi, bruksizem, glavobole, migrene in tako naprej. In v bistvu, zdaj če me kdo vpraša, zakaj jaz to še zmeraj tako zagovarjam in delam, ni zaradi tega, ker bi pač se bala gubic pa staranja in tako naprej, ampak zaradi tega, ker dejansko, ko enkrat to začneš delati, je to pač next level. Začne se drugače počutiti, obraz ti drugače zgleda, izboljšaš koncentracijo, omiliš stres in v bistvu začneš svoj obraz drugače nadzirati. To je tudi pomembno, ko bomo pač govorili zdaj o face readingu in o mimiki. Ko se enkrat ti zaveš svojih obraznih mišic, ko jih začutiš, ker bodimo pošteni, večina nas na obrazu sploh ne ve, kje kakšna mišica je, jo sploh ne čuti, čutimo samo tiste, ki jih preveč uporabljamo in zategujemo. In v bistvu poanta dela na obrazu je, da mi mišice spravimo v neko ravnovesje in jih lažje začutimo in na tak način tudi lažje izražamo naša čustva. In ko govorimo o čustvih, že lahko začnemo vleči niti do face readinga. Zdaj tako. Kako sem jaz v bistvu prišla do face readinga. Začela sem se ukvarjati z jogo obraza, ker sem pač doživela pri 17 mali burnout, crazy, ampak v bistvu sem zelo hvaležna za to izkušnjo, ker me je v bistvu postavila pred ogledalo in v bistvu pokazala pot raziskovanja same sebe. Zelo mi je zanimivo, ker v bistvu je naše telo tako smart, toliko stvari nam prikazuje, med drugim tako kot smo prej govorili, libido in tako naprej, le naučiti se ga moramo poslušati in brati. In ko sem jaz začela raziskovati obraz kot tak, bom jaz pokazala, evo, to sem jaz, ko začnemo obraz raziskovati, pač vidimo, da je zelo, zelo kompleksno sestavljen. Ko mi vidimo gubico na koži, ko mi vidimo obarvanost, mozolček, najprej vsi pomislimo, koža, ne? Koža je problem, kolagen elastin se zgublja in tako naprej. Ampak prva faza, preden gremo res deep v face reading, je, da se zavedamo, da je v bistvu obraz zelo zanimivo sestavljen. Ne bom šla zdaj v detajle, tukaj bi lahko bila cel dan, 3 dni, en teden, če bi hotela vse to skupaj razložiti, tudi face reading med drugim, ampak za nas bo tukaj zadosti, da se zavedamo, da je naš obraz zelo kompleksno sestavljen. In sicer imamo na obrazu kosti, tako kot druge na telesu. In tudi kosti zgubljajo kostno maso z leti, zaradi tega se tudi naša forma začne spreminjati. Potem imamo tukaj maščobne blazinice, ki držijo našemu obrazu neko strukturo, neko formo. Tudi kosti, bomo videli naprej pri face readingu, so tiste, ki v bistvu nakazujejo
kakšna je naša izvorna energija, kateri organ je bil podedovan močnejši. In pač bomo govorili, kako se to vse vidi. Potem imamo mišice na obrazu. Mišice so v bistvu edina taka stvar, ki jo lahko zavestno nadziramo, uporabljamo in na ta način v bistvu spreminjamo ne samo naše mimike, ampak tudi našo energijo in naš balans v notranjih organih. In potem je tukaj šele koža. Med drugim govorimo tudi lahko o ligamentih na obrazu, ki držijo celotno obrazno formo in so zelo pomembni za to, kako se naš obraz sploh stara in spreminja. Ampak recimo po neki zahodni medicini in anatomiji obraza so to te najpomembnejše plasti. Poleg tega skozi obraz poteka veliko žil za prekrvavitev, limfe, živcev. Naš obraz in naše mišice so res močno inervirane. Po vzhodnih medicinah pa skozi obraz poteka tudi veliko meridianov. In skozi meridiane in skozi akupresurne točke mi dejansko lahko vidimo, kaj se ne dogaja samo z našim obrazom, ampak tudi z našimi čustvi in našimi notranjimi organi. Zdaj tako. Obraz je največji in najboljši diagnostični aparat. Vsem je viden. Se pravi, dejansko jaz lahko svoj obraz preberem, lahko pa preberem obraz vsakega posameznika. In recimo že malce vem, kaj lahko vidimo iz obraza. Recimo karakter določene osebe. Čustvovanje, se pravi, katera so tista čustva, ki jih ta oseba največkrat čuti. Kakšno je stanje določenih organov tukaj in zdaj pri tisti določeni osebi. Govorimo o energetskem stanju, ne govorimo o tem, da recimo zdaj bom jaz nekomu rekla, tvoja ledvica so čist fuč, umrla bo še 3 dni, ne govorimo o temu, ampak dejansko obraz prikazuje energetsko stanje vsakega organa in pokaže, da se nekaj spreminja, nekaj dogaja ful preden se dejansko na fizični ravni to sploh zgodi. Obraz prikazuje našo prihodnost. Koliko zaloge imamo za vnaprej. Recimo, kakšna je naša življenjska energija. Dam za primer. Osebe, ki imajo zelo ozko brado, po kitajski medicini v bistvu oni verjamejo, da taka oseba v starejših letih ne bo imela velike kapacitete, velikega storidža za porabljanje te v bistvu ledvične energije oziroma življenjske energije. Kar pomeni, da taka oseba more skozi življenje že toliko bolj pripaziti, kaj dela s svojo ledvično energijo oziroma svojo življenjsko energijo, da se v starejših letih ne iztroši. A je to kaj jasno? Je to kaj razumljivo? Ful stvari je. Jaz sem tako razmišljala, sam 30 minut imam. Kaj pa ne jaz zdaj sploh povem? Ker jaz drugače tudi, ko delam inštruktorske tečaje, pa delavnice, so to vedno po 3 plus več urne delavnice, ker je pač toliko enih stvari, ki se jih na obrazu prikazuje. Kot sem že potem rekla, ni samo prihodna življenjska energija, ki se kaže na obrazu. Obraz je bil leta in leta, stoletja, tisočletja uporabljen tudi za v bistvu fortune telling. Se pravi, glede na to, kakšne so tvoje obrazne karakteristike, lahko vidiš, kje boš imel v življenju srečo, kje se ti bo zateknilo in tako naprej. Hkrati tvojo biznis pot lahko vidiš na obrazu, tvoje palače starševstva, palača otroštva, sorodnikov in tako naprej. Zdaj, kot sem že rekla na začetku, je res najbolj pomembno to, da se mi ta obraz naučimo prebirati. Kaj pa mi delamo v trenutnem svetu, v katerem živimo? Imam podočnjake, ful me motijo, ful je grdo. In kaj naredimo? Vzamemo korektor, si potapkamo
po podočnjakah in to je to. Problem je rešen. Ni več, ne vidi se. Moji podočnjaki se ne vidijo. Kaj bi bilo pa v resnici dobro? Kaj to sporoča? Po kitajski medicini, zdaj da vam dam en mali insight, po kitajski medicini spodnja veka prikazuje tvoja ledvica. Zakaj spet govorimo o ledvicah? Zaradi tega, ker se ledvična energija v bistvu enači z življenjsko energijo. Ne? Tudi krožne mišice na obrazu, ustna krožna mišica, očesni krožni mišici so po kitajski medicini povezane s krožnimi mišicami tam od spodaj. In recimo, kot je že moja predhodnica govorila, o življenjski energiji in o zdravju tudi naših mišic, pelvic floor muscles, se v bistvu samo pogled na obrazu in pogled, kaj se dogaja tukaj in tukaj, lahko pač povezuje z življenjsko energijo in gledajoč ta del, vemo približno, kakšen je naš libido in kakšna je naša ledvična energija, reproduktivni organi, sistem in tako naprej. In kaj bi bilo pomembno za ledvično energijo, da jo uravnovesimo in da potem dejansko podočnjaki sami od sebe zginejo? Moramo se vprašati, koliko smo spale? A smo utrujene? A smo pod stresom? Kaj pa naši strahovi? Po kitajski medicini verjamejo, da se v bistvu določen organ vedno ošibi iz dveh možnih poti. Eno je fizično, se pravi ne spimo, ne jemo pravilno, ful hitimo, drugo je čustveno. In oni so, meni so tako fascinantni, 4000 let nazaj so že v bistvu zaradi tega, ker so res iskali vse poti povezovanja, v bistvu videli, kako se kje kaj prikazuje, kateri organi so si med sabo povezani in čustveno in nasploh med sabo kot taki. Ne? In so v bistvu ugotovili, da recimo čustva, se pravi ledvica, ki so že sama po sebi tako ful nežna, taka globoka, v bistvu najbolj šibi čustvo strahu. In lahko je to zavedni strah, lahko je to nezavedni strah. Recimo osebe, ki se spopadajo z zabuhlostjo pod očmi, po kitajski medicini temu rečejo ujeti strahovi. Osebe, ki se spopadajo z gubicami, pravi, še sploh, če je črno, gubice, so to neprejokane ljubezni. Se pravi, ljubezni, ki so bile izgubljene in niso bile procesirane in spuščene. Tako da je v bistvu vsak delček obraza, na katerem se zgodi določena sprememba, pokazatelj, da se je zgodila določena sprememba v organu, ki se tam nahaja. Ali gre potem tukaj za fizično ali čustveno plat. In zdaj tako, face reading postaja vse bolj in bolj popularen. Če gremo pogledati na internet, bomo našli 1001 mapo, ki v bistvu prikazuje, kako in kaj se v bistvu na obrazu dogaja. Sama sem zagovornica tradicionalne kitajske medicine in uporabljam, vse sem že pokazala. Sama sem namreč zagovornica tradicionalne kitajske medicine in se poslužujem taoistične mape obraza. Dajmo se zavedati, da so bile te mape ustvarjene nekje 4000 let nazaj, ko ni bilo interneta, ko ni bilo nobenih drugih povezav, samo ljudje, ki so bili zelo močno povezani sami s sabo. Vsaka civilizacija je imela malce drugačen pogled in zaradi tega so že takrat se v bistvu začele pojavljati drugačne mape. In tako da tukaj vam želim povedati, da ne se začuditi, če kje vidite, recimo na kateri mapi, da so, ne vem, da je srce tukaj, ne? Na drugi mapi, da je pa srce, da je pa tukaj recimo, ne vem, nek drugi organ. Okay? Tako da v bistvu se v bistvu mape od civilizacije do civilizacije spreminjajo. Pomembno pa se je zavedati, da so v bistvu, da imajo vse enak kor in da so v bistvu stare civilizacije že videle, da je obraz
zelo pomemben del našega telesa. Aristotel in Platon sta tudi že govorila o obrazu in o tem, kaj se na obrazu da videti. Ne? In kot sem že rekla, se da videti vse. Zdaj pa je pač na nas, da v bistvu raziskujemo, gledamo sebe in vidimo, kaj nam najbolj ustreza oziroma katera je tista mapa, s katero se lahko poistovetimo. Recimo, kot sem že povedala, se na obrazu vidijo prek meridianov in akupresurnih točk različni organi oziroma vsi organi na obrazu. Vedno se en organ vidi na 3 mestih. In ko mi delamo face reading in ko mi gledamo, recimo, kaj se dogaja z našo ledvično energijo, ja, seveda, en pokazatelj je spodnja veka, ampak ledvično energijo predstavljajo še ušesa, predstavlja še brada, predstavljajo jo pa tudi lase, koliko so naše lase goste, čvrste, polne. Kaj se dogaja z našimi zobmi? Kaj pa z našimi dlesnimi? Z ledvično energijo so povezani tudi reproduktivni organi, mehur in tako naprej. Poleg tega se je potrebno zavedati, da ko mi gledamo obraz in ga skeniramo, ni zdaj to diagnostika na način, jaz sem zdravnik, jaz ti bom povedal, evo, zdaj pa ta organ, to je problem, ne? Ti si bolana zaradi tega, ker imaš tam in tam recimo obarvanost ali pa gubo ali pa neko spremembo. Po kitajski medicini in recimo jaz uporabljam tradicionalno kitajsko medicino in taoistični zemljevid obraza, ko greš ti tudi recimo k njihovim zdravnikom, ti oni poleg obraza vedno pogledajo še puls, vedno pogledajo še jezik, ker je tudi jezik en spet pokazatelj, kaj se dogaja s tvojimi notranjimi organi, tudi uho. Aurikuloterapija, ki jo tudi recimo izvajamo pri nas, tudi ravno kar sem odprla nov studio, Glow in Studio, kjer v bistvu vse te stvari še malo globje pogledamo tudi na vsakem posamezniku, je pač recimo en pokazatelj, kaj se z notranjimi organi dogaja. Ne? In v bistvu, kako pride do neke celote oziroma zaključka, kaj se dogaja recimo z mano, ne? Je treba pogledati vse delčke, vse karakteristike in potem podati neko mnenje oziroma neki načrt, kako bomo vsak organ balansirali. Meni je najbolj fascinantni rek po kitajski medicini in to je, da v bistvu vsaka gubica, vsako zabarvanje prikazuje blokado energije v določenem organu. In po kitajski medicini ne želijo brisati gubic zaradi tega, ker so pač grde in ker pač naša beauty industrija zahteva, da smo vsi with unmovable faces, ne? Ampak dejansko blokirajo oziroma se želijo znebiti gubic zaradi tega, ker se želijo znebiti blokad v določenem organu. Ko pa se znebimo blokad v določenem organu, balansiramo celotno telo. Zdaj tako. Kje začnemo? Ta mapa prikazuje čustva. Kot sem že prej omenila, vsak organ je prikazan na obrazu, točno v tem organu pa so prikazana tudi čustva. Se pravi, če imamo mi gubice na obrazu, je to lahko posledica 2 stvari ali pa obeh hkrati. Recimo, nepravilna prehrana. Dajmo primer jetrno energijo. Jetrna energija se prikazuje na področju medobrvmi, 2 gubici tukaj. Ful vsem znano. Na področju čeljusti, in na področju pač čeljusti kot take in pa tudi masetrčkov, temporalnih mišic, ki potekajo vse okrog lobanje. In zdaj, če se mi prehranjujemo nepravilno, če uživamo nezdrave maščobe, če naša jetra kot taka začnejo slabše delovati, ker so recimo preutrujena, se bo to kazalo v raznih mozolčkih na področju čeljusti. Če pa
naša jetra začnejo trpeti, ker jih preveč uporabljamo oziroma preveč izrabljamo. In je tukaj čustven aspekt, recimo z jetri je povezana jeza ali pa visoka pričakovanja do sebe, se bo slej ali prej na našem obrazu začela kazati gubica oziroma 2 gubici na področju med obrvmi. Če smo res ful pod stresom in res tisto joj moram, vsi pričakujejo to od mene, jaz pričakujem to od sebe, nekaj narediti, nekaj uspeti, nekaj se dokazati, bomo slej ali prej začeli občutiti masetrčke, tenzijo, bolečino, lahko tudi škrtanje zobmi, škripanje in pač mi tega niti ne bomo opazili, če smo sami, ne. Če imamo partnerja, nam bo rekel, neki ful čudne zvoke ti spuščaš po noči, ne. To je to stiskanje, ker v bistvu se ta stres iz naših možganov preslika na mišico, mišica se zategne in s tem škrtanjem in škripanjem v bistvu naše telo hoče to napetost sprostiti. In jo sprošča, ampak imamo tudi težavo. In to je obraba zob, recimo, ne. Tako da res zelo fascinantno. Potem recimo tudi asimetrije na obrazu, ne. V zahodni kulturi recimo, rečejo, da pač se vsi rodimo z asimetričnim obrazom, ki se potem zaradi naših navad, recimo spanja na eni strani, žvečenja na eni strani, držanjem telefona na eni strani, samo še povečujejo in potem imamo to asimetrijo. Zakaj sploh o asimetriji zdaj govorimo? Ker pač je tudi prepričanje, da če je naš obraz simetričen, je tudi lepši. Ampak dajte probati svojo sliko, se slikati takole, pa pač dati skupaj 2 levi strani obraza, 2 desni strani obraza, ne. To bomo čist druga oseba, pač čist drugačni smo. V glavnem, ampak ne, naše prepričanje je, da je ta simetrija v bistvu pomembna zaradi tega, ker nas dela lepše. Po kitajski medicini pa v bistvu asimetrije gledajo na drugačen način. In jih preučujejo. In na ta način tudi v bistvu berejo pač posameznikov karakter, bom tako rekla. Desna stran obraza po kitajski medicini prikazuje naš obraz, ki ga želimo pač prikazati javnosti. Kakšni mi želimo biti oziroma kakšne se želimo pokazati navzven. Leva stran obraza prikazuje našo notranjost. Kaj mi v resnici smo in kaj mi v resnici čutimo. In ali res to prikazujemo navzven. In če se pogledamo, oziroma če pogledamo večino ljudi, bomo videli, da je desna stran obraza ful bolj dvignjena, odprta. Ponavadi imamo desno oko večje kot levo. Zakaj? Ali pa recimo, ko se nasmejemo, ne? Desna ustnica gor, bolj kot leva, recimo. To pomeni, da v bistvu mi želimo svetu se pokazati v najboljši luči, da je vse super, kljub temu, da mogoče ni. Če je leva stran manjša, povešena, upada, ali pa če imamo na levi strani več gubic kot na desni, to prikazuje, da v bistvu smo oseba, ki skrivamo naša čustva in jih recimo si ne pustimo izživeti, doživeti, spraviti na plano. In spet se vračamo k kitajski medicini. Oni želijo ustvariti simetrijo na obrazu, ne zaradi tega, ker je to pač lepo, ne, in so taki zdaj naši beauty standardi, ampak zaradi tega, ker verjamejo, da če je leva in desna stran poravnana, živimo to, kar smo, pokažemo sebe v pravi luči in v bistvu smo uravnovešeni. In vse v tradicionalni kitajski medicini stremi k temu, da iščemo ravnovesje. In dam primer. Po kitajski medicini nobena gubica ni grda in slaba. Ampak
je ni fajn tam imeti, zaradi tega, ker prikazuje nek disbalans. In v bistvu, če bi šla še malo globje in če bi imela 4 ure tle, da vam predavam, bi se dotaknila malce globje tudi teorije 5 elementov, ki v bistvu govori o tem, da je na našem svetu vidnih 5 elementov. Vsi med sabo se povezujejo v eni smeri in rušijo v drugi smeri oziroma med sabo. Vsakemu elementu pripada tudi določen organ, ki se potem seveda vidi tudi na obrazu, ampak čim je en element oziroma en organ v presežku ali v primanjkljaju, ruši tole kolo. In potem se zgodi ta crash. In na tak način se začnejo dogajati gubice, začne se dogajati staranje, začne se dogajati marsikaj. Bom se vrnila nazaj. Recimo, če gremo gledat par karakteristik. Jaz pravim tako, ene gubice, jaz se ne bojim gubic, meni so gubice zelo fascinantne, ker dejansko pokažejo to, kdo v resnici si, ampak jaz dam gubice v 2 kategoriji. Ene gubice so tiste, ki prikazujejo, ki v bistvu tudi, če so na obrazu, se pojavijo na obrazu, prikazujejo v bistvu, da ti zelo lepo živiš in da imaš ti močno energijo, da si taka oseba, ki je doer, ki gre naprej, ki rad ustvarja. To so recimo gubice, ki grejo od očesnih kotičkov navzgor. Ali pa tudi recimo malček, ne preveč, ampak malček, gubice na čelu. Ali pa tudi gubice med obrvmi, ker jetrna energija je po kitajski medicini tudi energija novih začetkov, ustvarjanja, akcije, pomlad. In če smo mi čist brez jetrne energije, bomo samo sedeli, nič delali, nič se premaknili, strah nas bo narediti karkoli koraka naprej. Ne? In v bistvu ta 2 gubici, če se dogajajo med obrvmi, so v bistvu dober znak, da je ta oseba v akciji na način, da si upa premikati naprej. Če se te 2 gubici res močno zarežejo, to pomeni, da je v bistvu jetrna energija že čist preveč zrabljena in da se že dogajajo hude blokade, ki spet rušijo tisto kolo, ki sem vam ga povedala prej. Gubice, ki so malo bolj problematične, pa so gubice, ki se pojavljajo na področju lic, nasolabialnega predela in pa brade. Zakaj? Lih zdaj smo po kitajski medicini in teoriji 5 elementov v obdobju kovine, elementa, kjer so pljuča in debelo črevo najbolj na udaru. Če v tem času začnemo videti poglobljene nasolabialne gube, ali pa kakšne pikice, rdečice na tem področju, ali pa temnost na tem področju, ali pa popokane kapilare na področju ličk, ali pa zabarvanost tukaj, to direktno nakazuje na alarm v organih pljuč in debelega črevesja. Zdaj, v tem trenutku, pa se nam lahko tudi dogaja, da nam kar naenkrat pade imunski sistem, da čutimo neko čudno žalost, tudi depresijo, pomanjkanje energije in v bistvu vse to spet nakazuje na to, da je ta organ, da v bistvu ta organ kliče po pomoči. S tem organom, se pravi z elementom kovine, pa je povezano čustvo žalosti. Recimo srčno energijo, ki se kaže na zunanjih kotičkih ali pa recimo na področju čela, srčna energija je taka, je v bistvu čustvo povezano joy, ne? Se pravi veselje, akcija, ful energije in tako naprej. Z pljuči, ki se kažejo na ličkih in nasolabialnem delu, pa je povezana žalost. In zaradi tega se v bistvu potem ta del, ko se naša, recimo nasolabialne gube začnejo poglabljati, ali pa ko začnemo zgubljati volumen v ličkih, naš obraz izjemno močno postara, tako včasih se lahko zgodi, kakor da kar čez noč dol pade in vidimo to upadlost in ovelost in tako naprej.
Prav zaradi tega, no, ker dejansko je žalost ena izmed najbolj, je pač to eno izmed najbolj težkih čustev, ki res ošibi celotnega človeka. In recimo, če se nam zgodi kakšen res hud dogodek, smrt v družini, razhod, karkoli, kar je takega tako zelo heavy, dajte malo, mislim, upam, da se ne zgodi, ampak malo pomislite nazaj pri sebi mogoče, dajte malo opazovati, kaj se dogaja z vašim obrazom v tem trenutku. Vse pade dol. In recimo, to je lahko kratkotrajno, smo žalostni v enem momentu, nam vse pade dol, naslednji dan smo že veseli, je vse super, gube, neke drastične ne bo. Če pa se potem ta žalost zasidra v nas, jo ne predelamo in jo nekako skladiščimo tukaj noter, bo pa začela pač zarezovati globjo in globjo gubo. Zdaj spet, nasolabialni predel je v bistvu povezan tudi z debelim črevesjem na način, da če smo recimo mi samo zaprti, pa naša prebava ni super, je lahko tudi to posledica tega, da se to področje zareže. Je pa skoraj vedno problem tako na čustvenem kot na fizičnem nivoju. A ima kdo kakšno vprašanje tukaj? A vam je kaj jasno sploh? Ker meni se zdi tako, jaz sem pol taka, ko mi nekdo da par ur, ni panike, se usedem in razglabljam in tako, ko mi pa da nekdo 30 minut, sem pa, ok, pa malo tega, tako da, ja? Ja, mene zanima tvoje mnenje o botoksu. Super vprašanje. Ja. No, bom dala en primer, ker se mi zdi zelo zanimiv tudi za to situacijo, pa poveže vse skupaj lepo. Botoks ne sprosti naših mišic, to je pač lepo rečenje. Botoks naše mišice v bistvu zakrkne, jih ubije. Ubije povezave med mišico, živcem in našimi možgani. Zakaj toliko časa botoks potem traja in potem kar naenkrat botoks neha delati in smo vsi spet normalni? Zaradi tega, ker se v bistvu naše telo začne regenerirati in se začnejo živčne pač povezave ponovno vzpostavljati in potem mi dobimo nazaj to mobilnost obraza, ne? Ampak, ko mi mišico v bistvu stisnemo in jo atrofiramo tudi naša čustva. In dejansko se botoks uporablja v nekaterih primerih tudi za zdravljenje depresij in ostalih čustvenih tegob. Ker je povezava med našimi možgani, živci in obraznimi mišicami tako močna. To sem zdaj rekla, ker eni so zagovorniki tega, ne? Se pravi, dajanja botoksa zaradi tega, da pač zablokiramo naša čustva. Tudi to se zgodi po kitajski medicini. Se pravi, kitajska medicina ni naklonjena botoksu, ker namesto, da bi oseba predelala čustva, ki jih čuti, jih spravila ven, jih sprostila, jih dejansko samo ugravira in tam ostanejo. Niso šla. Samo ostanejo tam negibna za 6 mesecev. Ena zanimiva študija je pokazala, da najhujša stvar, ki jo lahko mlada mamica naredi, je, da si da botoks, ko je otroček rojen. Zakaj? Ker otroček seveda sliši glasove in prepoznava mamico po glasovih. Ampak otroček tudi razbira materin obraz. Vidi nekje na 45 centimetrov in se poleg tega, da ne ve, kaj mama reče, se uči razbirati čustva iz obraza in mimiko iz obraza. In dejansko je študija pokazala, da mamice, ki imajo negibne obraze, ustvarjajo čustveno otopele otroke. Recimo. Tako da jaz sama pač nisem zagovornica botoksa, vedno vsakemu puščam prosto voljo in nobenega ne obsojam, vsak se odloča zase. Je pa
zelo to zanimiva polemika, ker imaš študije, ki rečejo, da je botoks popolnoma neškodljiv, imaš študije, ki pa rečejo, da dejansko, ko ti iniciraš strup, ampak kakšni rečejo, strup v majhnih stekleničkah ne škodi, ne? Oziroma strup, če v majhnih količinah pomaga. So v bistvu zadnje študije ugotovile, da botoks, ki je iniciran, gre preko vboda, se pravi tam, kjer je bil iniciran, in potuje marsikam, tudi do možganov. Tako da v bistvu tle se poraja vprašanje, kaj smo pripravljeni narediti za voljo lepote in lepotnih standardov. In kaj smo pripravljeni v bistvu prenesti za voljo tega, da zgledamo na določen način, kot nam pač to narekuje v tem primeru beauty industrija. In zaradi, zelo dobro vprašanje, in zaradi tega se v bistvu jaz tudi toliko poslužujem joge obraza in vaj, ker pač za konec bomo tudi naredili eno vajo, ampak je tukaj zdaj pravi primer, da to povem. Ko ti vbrizgaš botoks, ošibiš mišico, jo atrofiraš, super, mišica se res ne giba, ne? Čelo imaš smooth, nobene gubice nikjer, ampak ti to prepreči oziroma ošibi prekrvavitev. Se pravi, kri s kisikom, hranilnimi snovmi, limfo blokira energijo. In v bistvu, če gledamo koncept kitajske medicine, ampak tudi koncept nasploh, kaj ohranja nas pri življenju, kaj nas ohranja zdrave, kaj nas ohranja žive, žareče. Prav ta nemoten pretok energije, krvi, kisika, ki mora priti do vsake celice. In če posplošim, je to tudi razlog, zakaj jaz pač se takih tehnik ne poslužujem. Med drugim pa so obrazne vaje tiste, ki, če jih delaš prav, ker imamo zdaj na internetu razne vaje, ki po eni strani bolj, da jih niti ne delaš, ne? Ampak ti v bistvu se pravi vadba z mišicami, mišico aktivira. Ti imaš mišice zelo močno inervirane, se pravi z obrazom ti lahko res se naučiš delati zelo precizne gibe. Mišico ti lepo aktivira, ti jo opolnomoči, prekrvavi in ti da kontrolo nad mišico, nad tvojim izražanjem, nad tvojim mimiciranjem. In na ta način te v bistvu opolnomoči iz vseh možnih perspektiv. Tudi ko delamo vaje, sicer ne moram, ampak ko bomo delali vaje, obrazna joga temelji na tehniki upora in protiupora, kar pomeni, da mi tisto zakrčenost, tisto mišico, ki je bila zakrčena in zato povzročila recimo gube, sprostimo, raztegnemo, držimo vajo do določenih recimo 30 sekund, lepo pripravimo mišico, da potem, ko vajo spustimo, prekrvavitev, kisik, hranilne snovi, vsi toksini, vse nerabne snovi iz celic se lepo zamenjajo in potujejo ven. Hkrati tudi čustva. In tako kot je moja predhodnica rekla, da se med samo vadbo oziroma tudi dihanjem, raziskovanjem samih sebe, lahko pojavljajo tudi različni čudni občutki, se lahko čudni občutki začnejo pojavljati tudi med samo vadbo. Ker vsa naša čustva shranjujemo v obraznih mišicah. Jih izražamo skozi obrazne mišice in jih zatiramo, zaklepamo in tlačimo tam. Tako da, obrazno jogo bi mogel delati čisto vsak, če se mene vpraša, ne iz vidika lepote in gubic in whatever, ampak iz vidika svoje notranje osredotočenosti, dela na sebi in pa v bistvu zdravja, tako psihičnega kot fizičnega. In za konec, preden gremo v vajo, bi rada rekla samo še nekaj. Razmislite, ko jaz povem ime nekoga, kaj vam najprej pade pred oči?
na kaj se najprej spomnite, ko zaslišite ime prijatelja? Na njegov six-pack? Najverjetneje ne. Na njegov obraz. Vi si zarišete osebo tukaj. In tudi na naših osebnih izkaznicah in pašaportih nimamo six-packa, ne? Six-pack Karin Velikonja. Imamo obraz Karin Velikonja. V možganih imamo točno določene centre, ki so namenjeni prebiranju in razumevanju obrazov. In hkrati, kljub temu, da je vse tako naštimano in namenjeno, mi največkrat naš obraz pozabljamo in ga zatiramo. In ko vidimo gubico, ko vidimo povešenost ali pa malo razbarvanja, rečemo, zgubljam kolagenine lastin, moram iti ali na nego obraza, ali malo botoksa, kar pač itak, ne, ali malo filerčkov, nič proti, ne, vsak dela svoje stvari. Ampak jaz sem tukaj zato, da vam povem, da v bistvu vaš obraz najverjetneje potrebuje nekaj drugega. Delo na obrazu, ki potem za posledico povleče delo na sebi, raziskovanju svojih čustev, raziskovanju svoje osebnosti, svojega karakterja in ko enkrat mi te vse točke povežemo med sabo, se naš obraz v popolnosti spremeni. In zaradi tega sem jaz tudi iz te obrazne joge, ki če pogledaš tako je sam pač nek trening obraza, ne, prišla do povezave face readinga. Ker ko ti poznaš oboje, ko ti poznaš vajo in ko ti razumeš, zakaj je gubica tam, kjer je, katero čustvo je z njo povezano, kateri organ je z njo povezan, dosti lažje in učinkoviteje pripelješ svoj obraz v center in v balans. Tako. A ima kdo še kakšno vprašanje? Ok. Potem pa pred vajo, preveč hitro klikam, bom samo še nekaj povedala o sebi in o svojem novem studiu. Če bi si kdo zaželel malce bolj poglobljene diagnostike svojega obraza, učenja joge obraza oziroma preizkušanja joge obraza, masažnih tehnik, intraoralne masaže, v bistvu manualne terapije obraza, se lahko zglasi v našem novem studiu, ravno odprtem, v Ljubljani, na Šmartinski cesti. Jaz ga poimenujem kar holistični studio, ravno zaradi tega, ker poleg nekega dela na obrazu ponujamo več in to je face reading, diagnostika obraza po kitajski medicini in dejansko globje spoznavanje sebe. Delamo treatmente, delamo tudi delavnice, tako da se veliko stvari dogaja. Okay. Tole bom obrnila sem in za konec samo še ena vaja. Okay. Evo. Ti držim takole. Okay. Hvala. Ok, eno vprašanje, mogoče pa lahko zbiram, kaj je ful težko zbrati samo eno vajo. Kaj vas recimo najbolj sekira na vašem obrazu? Je kakšna stvar? Prosim? Ok, to je recimo presežek srčne energije. To je v bistvu dober znak, zaradi tega, ker pomeni, da ste oseba, ki zelo močno doživlja, tudi v bistvu se izraža, misli, razmišlja, vaši možgani vam delajo 1000 različnih možnih zgodb in to pomeni tudi povezava z mišico, mimiciranje in posledično izražanje gubic na čelu. Po kitajski medicini to pomeni preveč ognja. Ogenj je treba malo pogasiti. Tako da lahko naredimo eno vajo za čelo, ampak spet ne se čuditi, če mišice sploh ne boste čutili, ker je mišica ponavadi ali atrofirana, je mišica ponavadi ali atrofirana ali tako močno zategnjena, da jo sploh rabimo nekaj časa, da jo sploh zaaktiviramo. In ponavadi nekje 14 dni mi delamo vaje nekje po občutku
in sploh ne vemo točno, kaj delamo. Po 14 dneh pa kar naenkrat klik, ok, jaz čutim, wow, ok, nekaj se dogaja. Tako da bom pokazala, v bistvu je ful lahka in precej lepa, kakšne vaje obrazne joge so zelo grozne in mogoče jih je boljš delati v WC-ju ali pa ko smo doma ali pa tako, čeprav jaz jih med vožnjo in potem se vsi me tako čudno gledajo, kaj pa stole. Ok, kako se naredi vajo? Dlan postavimo na sproščeno čelo. Področje med, se pravi mezinčka, tle tukaj ta blazinica, mora iti med obrvi. Pokrijemo obrvi in z mezinčkom in z dlanjo in res se osredotočimo na to, da je čelo čisto sproščeno. Zdaj, drugo dlan damo na zadnji del lobanje, samo da se obrnem. Takole. Zaradi tega, ker zdaj na začetku nam bo vse delalo. Vratne mišice, rame, vse. To vajo lahko delate tudi leže, da sprostite ta zadnji del. In zdaj bomo pritisnili v mišico navznoter, kot da si hočemo ful močno pritisniti v čelo, navzgor. In zaproti upor, gledamo dol in spuščamo čelo dol. Držimo 30 sekund. In po 30 sekundah počasi sprostimo, zdaj vem, da ni bilo 30 sekund, in ponovimo 3-krat. Najverjetneje vam je zdaj zelo težko. To vajo lahko delamo leže, lahko pa se nasloniš na zid, da ti ta del lepo se sprosti in greš delati vajo še enkrat. Dajmo jo še enkrat narediti, ker je vedno lažja. Dlan na sproščeno čelo, nikoli takole, in to, ker pol si naredil gube in jih zabarikadiral. Sproščeno. Pritisnemo navznoter, gor, gledamo dol. Z drugo roko prijmemo zadnji del lobanje, samo zaradi tega, da vrat ne trpi. Odpremo usta, ker fulkrat se zgodi, da delamo tako, zaradi tega, ker se začnejo druge mišice vklapljati. Držimo. In počasi popustimo. In spet bi ponovili še enkrat. Okay. Drugač pa, za gubice na čelu recimo, je treba povedati, da če so lih v nastajanju, se znajo zgladiti takoj. V roku recimo 3 tednov se vidi velika razlika. Če so gubice že močno vgravirane, se moramo zavedati, da je to mimiciranje, ki se dogaja že dolgo časa. In ne moramo pač tako kot z botoksom, recimo, v 15 minutah tega vsega spolirati, ampak je dejansko to popotovanje vase in v svoj nadzor mišic. Kar pomeni, da traja malce dlje, nekje 4 mesece, 5 mesecev, da se začnejo dogajati spremembe. Poleg tega je za gubice tukaj odličen tudi cupping. Cupping tudi izvajamo v našem studiu. To je spet tradicionalna kitajska medicina in starodavna tehnika, ampak predvsem je poanta to, da mi začutimo mišico, vemo, kje je, vemo, kdaj jo aktiviramo in jo v bistvu gremo z umom nad to in jo začnemo v bistvu kontrolirati na način, da ko bi mi hoteli dvigati čelo, se spomnimo, čelo sprostim. Tako da v bistvu vaje joge obraza ne brišejo samo že obstoječih gubic, ampak preprečujejo tudi nastanek novih oziroma globih, ker te naučijo nadzirati mišice in pač posledično tudi tvojo mimiko.